Ja, se poglabljamo v nekatere stvari že tako od nekdaj in je to v bistvu naravno. Edina razlika je to, da so zdaj kamere tle. Evo, kamere živijo. Živijo. Ja, ok, danes smo pa pozdravljeni. Danes je pa z nami moj prijatelj, moje godište, bomo rekli. Mi da se poznava iz osnovne šole že. Karim. Karim je športnik, Karim je fizioterapevt tudi. Nisem fizioterapevt, bolj se ukvarjam z manualno-gibalnimi terapijami. Okay, to boš več povedal, kaj to pomeni sploh. Ja. Maser, v glavnem in all around good guy. Jaz sem same lepe spomine na nas. Spomnim se, da sem imela ful podobno energijo, ko sem bila mehna. Mislim, zdaj mehna so še zmeri, ko sem bila mlajša. Ko sem bila mlajša. Ampak nisi bil ti v istem razredu, ko Maj, ne? Ne, jaz sem v bistvu en let prej šel v šolo, tako da sem bil... En let starejši letnik. Sem pa isti letnik po letnici. Godište smo v glavnem, evo. Trnovčani, ja. Divji mladi Trnovčani smo bili mi. Mehni divji mladi Trnovčani, no. Ulični pobje. Tako, mislim, dosti podobne zgodbe imamo tudi, ne, zato sem vedno nekako imel občutek, da smo si blizu. Tako dobrodošel. Mi da se že imela en pogovor, danes imamo pa skupaj pogovor z našo eno in edino. Mamo. Hvala za vabilo. Ja, jaz sem zelo vesela. Jaz te itak tudi zaradi Maja, mogoče, da me je opozoril nate, te spremljam po Instagramu in sem te si vedno želela se ti spoznati zaradi tega, ker se mi zdi, da si eden redkih, ki se pravi teh vadb in vsega tega res celostno se pravi lotevaš, da razumeš dih, pa bila sem pozorna na to tudi, ker se mi zdi, da to tudi zelo, da dolgo časa veliko trenerjev v Sloveniji ni vedeli, da naprimer preagresivna vaja naprimer ne prinaša tistega, kar si mi mislimo, ne, manj kil, boljšo kondicijo in tako naprej, tako da sem si rekla, no ti pa že moraš nekaj vedeti, ne. Hvala, veseli sem, da je tako. In ti si kaj, si srednjo šolo, katero srednjo šolo si hodil? V bistvu hodil sem na gimnazijo Moste, potem sem pa v bistvu po izpitih, ker sem bil takrat zelo profesionalno v športu, tudi tekom srednje šole sem bil v nogometu, sem igral za v bistvu Olimpijo, tako da ja, in kadetsko in mladinsko obdobje, se pravi pri nogometu je bilo zelo tako, rečemo, profesionalno obarvano in zjutraj trening in popoldne trening, med vikendom tekma in takrat sem res bil tako motiviran, da bi bil profesionalni nogometaš, pa smo se pač doma odločili, da bi prva 2 letnike sem redno naredil v gimnaziji Moste, pa sem pa izredno po izpitih pač delal naprej, medtem sem pa se športu posvetil, no, zelo podrobno. Sam, na to so me pač poškodbe pa lastne bolečine ustavile pri tem, da bi pač še naprej lahko to počel. Aha, a to ste generacije Urke pa to se pravi ta sanjski moški pa to ste vsi prijatelji, ali kaj? Ja, poznamo se, ja. Vi ste se sami Trnovčani, ja. Ja, pa fuzbalerji tudi smo bili, ne? Ja. In potem si se v bistvu, nisi šel na noben faks, ali si še kakšen faks naredil? Ne, fakulteta me dejansko tudi ni zanimala. Jaz sem imel tako izkušnjo tudi z očetom pa mamo, da sta oba dva bila v tej alternativni medicini. Čeprav oče je bil tudi višji fizioterapevt, je končal, sem se s tem področjem dejansko niti ni veliko ukvarjal, ker je zelo zgodaj videl, da ta alternativna veja medicine je bila v njegovi praksi veliko bolj učinkovita. On je bil tudi bioenergetik, kiropraktik, maser. Je zelo tak priznanje, celo v bistvu bil in od Kučana in od Drnovška maser, pa od Uniona Olimpije, tiste Sagadinove še takrat. Ja. Da je bil zelo znan pa priznan maser oziroma terapevt v Sloveniji. In mene je nekako pol tudi ta pot začela zanimati in sem videl, da ni nujno iti na faks, ampak da je ful drugih poti, kako si pridobiti v bistvu taka znanja in spoznanja, ki lahko njih tako ali pa še boljš pomagajo v bistvu ljudem. V prvi vrsti se me pa tudi zanima to, kako bi sam sebi dejansko razrešil kronična stanja, ki sem jih razvil skozi pač in otroštvo in potem šport v kasnejšem obdobju. In me pač neka intuicija vodila, da želim si to raziskati in razrešiti, da dejansko odpravim vzrok mojih bolečin in težav, zato da se mi ne ponavljajo več, pa da lahko sem spet svoboden ali pa spet brez nekih bolečin.
bolečin v telesu. Ne. Tako da, Super. ja. To je pa zdaj že kar malo rdeča nit teh malo pogovorov, kot so jih do zdaj naredila, da v bistvu se ljudje začnejo zaradi svoje lastnih ali bolečin, ali bolezni, ali težav ukvarjati z nečim in potem zaradi lastne izkušnje znajo pa to znanje naprej zelo. Pa veliko hočejo pa pomagati drugim, ne, prenesti. Redko kjer, ki v bistvu je dal to skozi, zato da je sebi pol neki sebe rešil, recimo lahko tako rečemo, pa hočeš pomagati drugim in pokazati drugim. Nekako dobiš to na noter, ta vzgib, da ko toliko čutiš, da to deluje ali pa da res lahko nekako izboljša človeku življenje, da nimaš druge, kot da res nek notranji vzgib dobiš, da bi to enostavno rad počel. Kot nekoga, da rečemo, to ljudje rečejo poslanstvo. Ja. Tako da ja, v bistvu sem to začutil. No. Tako da jaz sem bil že iz otroštva, že ne vem, pred 3-4 mesecih sem dobil diagnozo astmatika, pa alergika, potem sem imel pa še tisto kronično vnetje ščitnice, Hashimoto se temu reče. Si imel, ja. In mene je že od neknega spremljal ta slab imunski sistem, občutljivost, konstantno neke virozice, angine, tako da je bil moj imunski sistem zelo šibek že odskoz. Šport me je pa konstantno reševal ven iz tega, da nisem rabil pumpiti za astmo, da nisem imel toliko močnih alergij. In sem nekako že od neknega bil zelo tak športni tip človeka in to me je dejansko, da je 18-20 leta držali, da sem bil dovolj močen, pa da sem bil manj bolan, sem se pa potem po 18-20 letu pa se to preselilo na fizično telo, se pravi, ni več bilo toliko teh, se pravi, ni se toliko izražali skozi avtoimune bolezni, kot so alergije pa astma, ampak se je vse preselili na bolečine v telesu, se pravi, na bolečine v križu, kolkih, v nogah, v prsni hrbtenici, tako da sem bil res poljene 3-4 leta, tako v bistvu zelo v takih neznosnih, tudi na trenutke bolečinah. Pa sem pa probal nešteto pristopov, od fizioterapije do klasičnih pristopov, ki jih medicina priporoča, do fiziatrov, do maserjev, kiropraktikov, sem dejansko mi nič dolgoročno ni pomagal, tako da sem v bistvu zrihtal svoje bolečine. Tako da ja, potem sem pa pač raziskoval naprej in me nekako intuicija vodila v to, da sem se vpisal potem v maserske tečaje, se pravi, da sem končal za klasično masažo, za tujino kitajsko masažo, to je v bistvu tradicionalna kitajska medicina, ki je zelo taka, zelo znana pa zelo močna veda, ki v bistvu tudi zelo celostno obravnava človeka. Tako da sem se nekaj časa na tem področju ustavil, pa me je pot vodila v raziskovanje joge, pa sem delal učiteljski tečaj za jogo. Hatha jogo. Hatha? Ja, hatha jogo. Tam sem spet dobil čisto neka nova spoznanja, spet nova odkritja. Vse mi je, sprav, vsaka tak seminar pa določena znanja so mi pomagala, da sem eno stopničko šel više, da sem nekaj novega ugotovil, nekaj spremenil in sem se vsakič znova počutil boljši in boljši. Na to sem pa tudi v tujini si izobraževal Ido Portala, to je en tak, ne vem, če ga tudi Ja. Ido to je Izraelc, ne? Izraelc, ja, zelo tak, zelo... On tudi celostno dela, celo telo, ne? On ima take čudne vaje, mislim čudne vaje, to po vseh 4 hodiš, pa po stran, pa, ne, noro. Tak je v bistvu organsko gibanje nekako spodbuja in to me je res tako pritegnilo, da lahko telo na tak način premikaš. Pa a dela ona to kalistetika, kar on dela, ni? Kako če? Če je to kalistetika. Kaj je to kalistetika? To je način... Ja, to je kot bodyweight, v bistvu, gibanje z lastno težo, tudi en del ima kalistenike, to je en tak mehen košček celotne njegove zgodbe. Veliko ima on tudi tega živalskega gibanja, premikanja, gimnastike, capoeire, tudi veliko dihalnih vaj oči, pa takih vaj za sproščanje, ker tisto, kar on mogoče sam na Instagramu objavlja, je tisto, da malo nahajpa ljudi. Sem pol, ko priješ tih njemu v živo na delavnico, ima več kot pol delavnice je čisto samo predihavanja, čist intuitivnega, mehkega gibanja, sproščanja, povezovanja z drugimi ljudmi tudi, se pravi, veliko tega partneringa, da v bistvu en drugega čutiš z drugo osebo, se pravi, kako se ti premakneš, se drug premakne, tako da je veliko tak, zelo zanimivo. Tudi tem fighterjem, McGregor je z njim treniral, ne? Conor McGregor, veš, kjer je Conor McGregor? To bo vem, ja. Ja, njega je tudi... Wow. Ti si šel prav k njemu? Ja, nisem k njemu, on je prišel v Avstriji,
čakal sem, kdaj bo najbližje nam, ker me je res zelo inspiriral tako s svojo zgodbo. Tako da, ko je prišel v Avstrijo, mislim, da ja, 2-krat je bil v Avstriji, 2-krat sem se udeležil njegovih teh delavnic. In on ima tudi tak pristop, da ti pokaže orodja, pokaže ti vaje, pa je na tebi, da jih pač to, kar ti je pokazal, pa te naučil, moraš pa pač vaditi. Ne? Tudi, jaz sem tako opazil, da celo ena taka 3-dnevna delavnica z njim, ki ti jo da, traja 1 let, da sploh dojameš, pa da usvojiš tisto, kar ti je vse pokazal. Ne? Sem bil vedno ta športnik, ki je bil predan praksi, ki je bil discipliniran, ko je pač imel to navado, da mu ni bilo težko stvari početi. Sam, ker sem iskal tiste prave stvari, ki bi res pomagale, ne? Ker večina pristopov, tudi ko sem bil v nogometu, je bilo tisto, vse na push, vse na power. Kot da niso upoštevali tisti subjektivni del športnika, češ kako se počuti. In če se danes malo slabše počuti, je treba tudi malo bolj v easy z njim trenirati ali pa ga bolj regenerirati. Ampak je bilo vse tisto, go hard or go home, ali pa pain is ali pa da boš enkrat star 50 let, tudi recimo, ne? Ja, tisto je bilo, zdaj si klet, moramo te do konca uporabiti, ko si poškodovan, te pa noben ne kliče, kje, kaj, zakaj, se pravi, te tisto vržejo na stran. Tako da ja, potem sem raziskoval takšne načine, ki bi me nazaj opolnomočile in dale spet tisto nazaj, svobodo v gibanje, ne. Tako da se je pot nadaljevala tudi do dr. Andreja Spine, to je en tudi zelo znan tak doktor iz Kanade, ki se tudi, kljub temu, da je doktor, se spet ukvarja z alternativno, se pravi z gibanjem, z gibljivostjo, s sproščanjem, z iskanjem, se pravi, večje gibljivosti v telesu, elastičnosti. Tako da ja, in tudi eden najbolj takih mentorjev, ki so mi tudi najbolj pomagali na moji poti in mi še danes z njim sodelujem, je pa Aleš Ernst, ta pa je učitelj AIQ metode, pa AIQ dihanja, je pa iz Brežice, je iz Slovenije. Kaj je to AIQ? To nam bo pa zdaj povedal, ker jaz sem slišala za njega, ampak sem pol vsako grad mi nekam uide tole. Ja, to je v bistvu AIQ je krajšava za Aiquitas, Aiquitas pa pomeni ravnovesje, to je v bistvu tista slika, ki bi videli vago, ker na obeh kaže isto, se pravi, da je neko težnja po ravnotežju, ne, ker sam človek naj bi strmel k simetriji, se pravi, bolj ko je simetričen, bolj je učinkovit energetsko. In tudi sama AIQ metoda pa AIQ dihanje se ukvarjata s tem iskanjem nekega ravnotežja pri nas, se pravi pri ljudeh. Kaj je to fizično ali vse celostno dihanje, vse hrana? Ja, pri njemu je zelo celostno, največ se ukvarjaš v bistvu z odnosi, se pravi, veliko dela na tem, da uči, kako je v bistvu vedenje kot tako, se pravi, čustva, ki jih izražamo, gre vse prek telesa, prek gibanja, ne, in v bistvu uči, kako se tudi čustva v bistvu so kot potencialna energija, ki jo usmerjamo v kinetično energijo. In če čustev ne izražamo avtentično ali pa smo konstantno zadržani ali pa jih potlačimo, potem to energijo skladiščimo nekam v telo, kar pa to v bistvu kreira vnetja pa bolezni pa bolečine, ne. Tako da en del pri njem so dihalne gibalne vaje, to, da se začutiš, kako sploh si, da sprostiš kronično zakrčene mišice v telesu, ki nas omejujejo v gibanju, in potem skozi to tudi začneš delati na svoji čustveni zrelosti, na čustveni učinkovitosti prek takih telesnih orodij, ne. Tako da sem tudi pri njemu pol končal seminar za učitelja AIQ dihanja 1. stopnje, pa AIQ metode 2. stopnje, sem se pri njemu izobraževal, ker mi je bil pristop zelo blizu in mi je zelo pomagal. Tako da potem se je pa moja pot še nadaljevala v to, da sem potem vse te elemente, ko sem jih do danes spoznal, počasi apliciral v svoje delo, ne, in sem razvil manualno gibalno terapijo, ko si prej glih omenil, da bo se o tem pogovarjala, pa glih to en skupek mojih spoznanj skozi svojo pot, ki sem jih strnil v eno tako celostno obravnavo človeka, kjer se ukvarjamo in z dihanjem pravilnim in z gibanjem, se pravi z vajami za gibalno učinkovitost in dihalno učinkovitost. Potem tudi svetujem ljudem za spanje, kako se je dobro pripraviti na spanje, koliko je dobro spati, kdaj je dobro spati, zakaj ne dobro spimo ali pa kaj so vzroki, da ne moremo spati tudi. Pa takšne, se pravi, stvari spadajo noter. Pa zelo pomembna
Pomemben element so pa odnosi tudi, ker če nismo urejeni, se pravi, prvo moramo biti v dobrem odnosu s samim sabo, potem pa z okoljem, sploh s tistim okoljem, v katerim preživimo največ svojega časa, tukaj sploh govorimo o partnerskem odnosu, z družino, v delovnem okolju, da smo v odnosih v redu. Tako da ja, pa odnos do dela, se pravi, da vsak človek najde svoje neko poslanstvo, ki ga izvaja z neko ljubeznijo, ne, se pravi, do dela, pa da s tem delom ne škoduje sebi ali pa okolju, ampak da je nekako čim bolj družbeno koristno to delo. Ne. Tako da, Jaz uživam, upam, da vi uživate tudi. Mislim, prav uživam, prav vesela sem. Zdaj, si pa govoril o odnosih, a veš, da so v bistvu najnovejša dognanja, da to o tem stresu, ko ves čas govorimo stres, ne. En je stres, kad se ti nekam mudi ali pa imaš preveč obveznosti, v bistvu je pa najhujši stres, ki ga povzročajo odnosi. Se pravi, izgorelost je pravzaprav posledica slabih odnosov do sebe in do drugih. Tega do zdaj nismo tako imenovali, ne. Mi smo mislili, da je preveč obveznosti, vse to je itak tudi odnos do sebe, ne. Tako da, se pravi, telo in odnos in čustva, zdaj, ko si to razlagal, sem se tudi spomnila, ne, a veš, mi, ko se tekst naučimo, ne, igralci, ne, se učimo tekst, najprej ga beremo in ga poskušamo razumeti in tako naprej en mesec. Pa drugi mesec gremo pa v prostor, se pravi, malo še držimo tekst v roki, malo pa ne, in se gibamo, se pravi, si zapomnimo, kje smo, ne, kje je telo, kako se počuti telo in tako naprej. In potem je premiera in mi to igramo in tako. In naprimer, potem nehamo igrati 2-3 leta in nekdo reče, zdaj pa pejte še enkrat obnoviti predstavo, ne, in mi vsi letimo tekst brati, kaj si bomo zapomnili. In veš, to mi že vemo, ne, in se smejimo. Čim stopimo na oder, se pravi z vsebino, ki smo jo igrali pred 3 leti, in ko začnemo se telo gibati po tistih poteh, ki smo si jih zapomnili, se spomnimo tudi tekst. ja, verjamem, ja. Vse je v spominu. Ja. In to je v telesu. Telo ima spomin. V bistvu vse, če gledamo, v bistvu je ta podzavestni program, ko ga imamo, ali pa avtopilot, če lahko se tako izrazim, je v bistvu predvsem utelešen, se pravi, podzavest ima veliko več vpliva na telo, kot bi si mi mislili. In zdaj po tem takem, kot si zelo lepo odprla temo, če je v mojem podzavestnem programu nek neučinkovit vzorec, a je to čustveno, je to gibalen ali dihalen, je jasno, da glih tudi ta neučinkovit vzorec konstantno negativno vpliva na mene in glih tako pozitivne stvari. Rečemo, v tvojem primeru je ta dobra navada, ki je, se pravi, ta podzavesten program, ki je utelešen, ti pomaga, da ko se lotiš tega, kar si se že naučila, je to tisto, že pospravljen v spominu in se dobro naredim. To je super. No, jaz se pa ukvarjam predvsem v mojem delu s tistim delom podzavesti, ki pa negativno vpliva na nas. Se pravi, ki so pa, iščemo te anomalije, kateri so ta podzavestna prepričanja ali pa podzavestni vzorci, ki pa osebo vodijo v neko nezadovoljstvo, ali v bolečino, ali v neko bolezensko stanje, ali v nek neuspeh v športu ali v delu. In potem se glih s tem koščkom podzavesti, potem ga raziskujemo na terapijah in probamo najti rešitev za to. Ne? In ja, podzavest je vsekakor koristna in je zelo dobra, ker nam omogoča, da stvari, ko se jih zelo dobro naučimo, jih potem počnemo z manjšo porabo energije in ostanejo v nas. Ma pa to, da če pa je negativen vzorec, ki je v podzavesti in ga podzavestno ponavljamo konstantno, je pa to... Teže do njega priti, pa teže ga je popraviti. Tako, ja. Več časa zahteva delo na sebi, da se to... In to je, rečemo, pri kroničnih bolečinah, s katerimi, recimo, jaz največ imam opravka, je lih to, ker je kronična bolečina, je že v bistvu podzavestna bolečina. Je pomeni, da je že v podzavestni funkciji nekaj ni v redu, je nekaj nefunkcionalnega, kar pomeni, da je recimo ukaz iz podzavestnega dela možganov v mišico konstantno tak, da so mišice skozi zakrčene in podzavest drži telo skozi v krču. In potem se skozi, rečemo, manualno terapijo in sproščanje prvo osvobodijo mišice, potem ga pa učimo ajku dihalno vajo ali pa ajku klasično vajo, da pa on reprogramira, rečemo, ali pa prekvalificira ukaz iz možganov v mišico. Se pravi, da z zavestnim ponavljanjem določenega giba, kateremu dela težavo,
postopoma spreminja svoj podzavestni vzorc in ko ga enkrat dejansko po enem času spremeni, potem rečemo, njegov avtopilot spet deluje učinkovito in potem se bolečina odpravi. Tudi taka kronična, ki je pogosto medicinsko celo neodpravljiva ali pa je odpravljiva na take s tableti ali pa s prelaganjem Ampak to traja čas, ne? To moramo povedati. To, kar smo se prej pogovarjali, ne? Je treba nekaj časa posvetiti. To, da ne bo kdo slučajno mislil, da je to čarobna makarin, čarobna palčka tam in da si ti pa 3-krat greš tja in si... Nobena metoda, ki gre čez noč, v bistvu je nemogoče, ampak to sem hotela reči, mi danes smo generacija oziroma civilizacija, ki skoraj vsakega drugega človeka, če ne za vsakega, boli križ. Kaj to pripoveduje o nas? Ja, da smo preobremenjeni. To je eno, se pravi, čim nas križ boli, pomeni, da smo v konstantni več opravilnosti, da smo konstantno v simpatičnem stanju tega odziva boja ali bega in delujemo konstantno pod previsokimi obrati, če bi se lahko izrazil, in smo pod premočnim pritiskom dejansko. In ko smo to tako dolg časa, potem to postane kronično, se pravi, da smo skozi v simpatičnem stanju boja in bega, se pravi, ta green light, konstantna več opravilnost, konstantna akcija, konstantne misli v prihodnost, strah pred prihodnostjo in podobne stvari. In vsa ta breme se nalaga na naše telo. In je jasno, da ko enkrat telo ne zmore več, nas mora opozoriti z nekim signalom in to je ponavadi, ko enkrat že nečesa preveč, je telesna govorica, da je nečesa preveč prek bolečine. Zdaj, če to tako dojamemo in ko nas nekaj zaboli, je potem potrebno spremeniti nek odnos, ali do sebe, ali do dela, ali do ljudi okoli sebe, zato da se bolečina odpravi. In ta bolečina v križu ponavadi izhaja iz tega, da imamo konstantno napet hrbet, ker nas družba sili v to, da smo skozi v prehitrem tempu življenja. In s tem tudi pride prehitro dihanje, recimo, ne, ko danes dihamo 3 do 4-krat preveč, pa prehitro, kar je pa ni energetsko učinkovito in spet na neučinkovito porabo lastne energije nas bo spet telo opozarjal z nekim nelagodjem, se pravi, z neko bolečino ali pa neravnovesjem. Ne. To je potrebno urediti, se pravi, najdeti mejo med preveč pa premalo, ne, se pravi, in to vsak pri sebi lahko ugotovi s tem, da se povezuje s samim sabo in da se čuti bolj realno, se pravi, da ne ignorira telesa, da bolečine ne potlačuje, da jo ne odpravlja z tableti ali pa z nekimi substituti, ampak da se dejansko sooči z bolečino, ker vsaka bolečina ima svoje sporočilo. In če se poglobimo noter v sebe, in se, rečemo, ukvarjamo s kakšno dinamično meditacijo, rečemo, AEQ zahteva, da se zelo globoko poglobiš v svoje telo, ga nežno premikaš in iz telesa dobivaš potrebne informacije, da ugotoviš, kaj je dejansko sploh potrebno v življenju spremeniti, da potem ta bolečina, recimo, se odpravi in pri vzroku, da se ne ponavlja konstantno. Tako da ja, bolečina na nek način v križu je skoraj da že družbeno se pravi, družba zahteva od nas, kot neka norma. Samo vsak se pa lahko odloči. Jaz sem te hotel vprašati, kako je pa pol, recimo, ker si tudi rekel, da delajo ljudje v življenju to, kar hočejo, kako je pa pol, recimo, nek križ, pa to, kako je pa z nekom, ki cele dneve sedi za neko blagajno v Mercatorju ali pa... Neštatega tudi križ boli. Tudi mislim... A ne? Ja, vsekakor ga boli. Taka oseba je lahko nezadovoljna v tej službi, v kateri je, pa je zato boli, sprav, lahko je več faktorjev tukaj, ali pa sedeče prisilno delo. Tega je ful, ne? Zdaj, nekateri nimajo te sreče, da lahko mogoče delajo točno to, kar si želijo in so primorani delati nek poklic, ki mogoče ne odgovarja. Sam potem je potrebno to sprejeti, da to počnem, ne pa se s tem boriti ali pa bežati od tega, se pravi to. To sem hotel vprašati, kako se tak človek potem recimo, ki recimo nima druge opcije, da bi karkoli drugega delal, kako potem se tak človek s tem sprijazni oziroma kar mora narediti na to, kar si začel govoriti. Sprejeti, da sploh je v tej situaciji in da je to njegovo delo in kljub temu, da mogoče ni to njegova notranja želja, da bi to počel, je potrebno to sprejeti, da pač to delam,
Ne pa, da se v bistvu s tem še obremenjuješ, s tem, da se ali boriš s tem, češ, da vklaplješ konstantno jezo ali pa da te je strah tega poklica. Se pravi, da na noter v sebi sprejmeš ta poklic, da je tako, ko je, in da pol ostalo del dneva, se pravi, rečemo, če si 8 ur nekje, ker ti ne odgovarja, potem je dobro, da ko se konča ta del, da pol ostalih 8 ur pa dela oseba nekaj, kar ga pa polne. Da ne razmišlja ves čas, kakšni službi sem jaz, koliko sem jaz nesrečna, koliko sem jaz Boga in ne vem kaj še vse. Ne? Tako, in jaz rečemo, taki ljudi prvo vodim, se pravi, če gremo čisto v 5 osnovnih stvari, se pravi, rečemo, če taka oseba mene poišče pri delu, bom prvo ga vodil to, da prvo sam sebe navznoter uravnovesi. Se pravi, eno je, da začne pravilno dihati, ker dihanje je osnovna funkcija zagotavljanja življenjske energije. Če dihamo neučinkovito, bo energije manj, bomo manj zadovoljni. In katero metodo dihanja uporabljaš, oziroma ker zdaj je v Sloveniji je ta trenutek dihanje zelo in, kar je hvala Bogu. Na televiziji je imela enega gosta. Ampak jaz to že vedela. Jaz sem to že vedela, jaz sem Mekovna brala že prej, ko je hudovernik, ampak no, po tako, jaz se pač učim pri Alešu ajku dihanje. Kaj je to ajku dihanje? Ja. Ajku dihanje temelji na tem, da eno pač fizično je, da dihanje prilagaja funkciji in strukturi človeka. Se pravi, učimo se najbolj varčen, najbolj ekonomičen, najbolj prilagojen človeku dihalni vzorc. In če gledate pri dihanju, dihanje je gibanje celotnega telesa, v dihanju sodeluje in medenična diafragma, v bistvu imamo 3 diafragme pri dihanju, ne samo eno. Eno je medenična, ki pulzira v bistvu gor pa dol, je ta puls naprej nazaj. Trebušna prepona se naj bi premikala pri vdihu in izdihu in čeljustna prepona ima tudi ta puls gor pa dol. Zdaj, pravilno dihanje je tako, da bi morale vse 3 prepone sodelovati med seboj, če bi želeli energetsko polno in učinkovito dihati. In potem se ukvarjamo s tem pri ajku dihanju, da sproščamo kronično zakrčene mišice v trupu, ker to so dihalne mišice, so trebuh, hrbet, rebra, vratne mišice, se pravi, vse te mišice v trupu, pa trebušna prepona, seveda, ki je glavna mišica. Dihalna se pravi, prvo delamo vaje, ki sproščajo te mišice, zato da oseba sploh lahko polno vdihne, ker če so mišice zakrčene, ne moreš vdihniti polno, ker te mišice omejujejo. In prvo je potrebno sprostiti mišični tonus, se pravi, sprostiti napetost mišic. Kako bo to narediš? Mislim, če malo konkretno. Ja, to so vaje v bistvu, ki grejo na načelo pendikulacije. Ne vem, če ste slišali za izraz pendikulacija. To mačke zelo dobro počnejo. Imata doma dva mačka. 4. Se pravi, mačka kaj naredi, če se želi sprostiti? Prvo napne hrbet, pa ga pa sprosti. Pa gre pa v drugo smer. In pendikulacija je isto. Rečemo, če imam jaz osebo, ki ima kronično zakrčeno sprednjo linijo in se drži kifozno, ga jaz v določeno vajo vodim tako, da se prvo stisne še bolj, da še bolj čuti, koliko je stisnjena, pa počas začne sproščati mišice in se z vdihom odpirati. In to so takšne vaje, kjer greš v take specifične reflekse telesne. Eno je refleks rdeče luči, je v bistvu ta strah, v bistvu je rdeča luč. Rečemo, če neki fajn poč, bo te čutiš, kaj se stisneš v trebuhu. In to so v bistvu sprednja mišična skupina. Pa imamo refleks zelene luči, je hrbtna linija, je bolj odziv boja, je jeza, tista agresija, premika se naprej. Pol imamo refleks travme, je ta bočni refleks od pazduhe do kolka. Ta refleks je ponovadi odziv na kakšno poškodbo ali pa travmo, recimo, če se hočemo če se skriješ, odbraniš, ali pa recimo si zviješ desni gleženj, pa vso težo preseliš na levo stran, da razbremeniš nogo in zaradi poškodbe obremeniš to bočno linijo. In so taki specifični refleksi v telesu, po katerih se potem z strankami ukvarjamo, da jih oseba začuti, v katerem delu je zakrčeno in jih postopoma z pendikulacijo, z vajami sprošča. Se pravi, napenja, sprošča mišice, dokler ne spremeni vzorca, da je bolj simetričen, pa bolj uravnan. In pol, ko oseba doseže neko sproščenost v mišicah, jo pa učimo dihalne protokole. Dihalni protokol zahteva to usklajeno gibanje medenice, trebušne prepone in čeljusti, da se cel telo
ziba, ko pri dojenčku, ko gledate dojenčka, kako diha, ali pa tam do enega leta pa pol se zelo lepo vidi, kako prav tak vzorec uporablja. In protokoli so tudi temu namenjeni, da upočasnjujemo dihanje, da je dihanje vse bolj počasno, umirjeno, dolgo. S tem aktiviramo parasimpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, se pravi, in samo v parasimpatičnemu sistemu lahko pademo v homeostazo. V homeostazi se pa telo lahko zdravi in celi, se pravi, kot na nek način samo zdravljenje je homeostaza. Ne? In je treba vzpostaviti pogoj pri ljudeh, da lahko sploh zdrsne v to stanje, da se lahko telo sam sebe pozdravi. Ne? In dihalne vaje, kot pri Aikiu, so temu namenjene in pol imamo še module, kjer pa večaš toleranco na CO2. O tem ste pa veliko govorili z Jamesom. James Nestor je veliko o tem povedal. In ja, CO2 je skoraj da bolj zlat plin kot kisik, ker brez CO2-ja... Zakaj je on, na primer, toliko zelo pomemben? Mi smo vedno mislili, da je strup. In vse hudovernik rekel. Ja, ampak zdaj me zanima tvoja razlaga, ne? Zakaj je ta CO2 tako zelo pomemben? Kaj, on dela prostor, da pa pride kisik, ali kaj, v čem je ta, ali je ta izmenjava pri hemoglobinu? Ja, v bistvu je... Jaz sem že 3-krat slišala, pa ne znam ponoviti, veš? To je Borov efekt, se temu reče, tudi v knjigi Dober dih rečemo, tudi je zelo je opisan ta efekt, to je že en kemik leta 1900, mislim, da nekaj. 1904, se pravi, skoraj 100 let že mi to vemo. Več kot 100 let. Več kot 120 let. In v bistvu temelji na tem, on je ugotovil, da v bistvu koliko kisika lahko naše mišice, naša tkiva sprejmejo, odvisno koliko imamo CO2-ja v pljučih pa v krvi. Zdaj, višji, ko je nivo CO2-ja v pljučih, več kisika pride v kri, več, ko je kisika v krvi, več kisika pride do tkiva, do mišic, do celic. Se pravi, in zato je pomembno, da skozi, rečemo, dihalne vaje, ki dvigujejo raven CO2-ja, dosežemo pravilno stopnjo CO2-ja v pljučih in v krvi in s tem izboljšamo oksidacijo kisika v krvi. Lahko pa pretiravaš tem? Lahko pretiravaš? Vsem se lahko. Meni je to ful zabavno. To je ta vaja, ki ti izdihneš, kad laufaš, ne? Pa izdihneš, pa zadržuješ izdihnen zrak, ne? Tako dvigaš toleranco. V bistvu, bolj, ko te sili na vdih, bolj te ta CO2 moti v bistvu. Bolj, ko adaptiraš na CO2, kasneje pride ta signal potem, da bi rabil vdihniti. In kar je dobro, se pravi. To je huda, to jaz se fura, vsakič, ko laufam, se to igram, kdaj dlje zdrži. Jaz pa pri kundalini Pa gremo joga. pa gremo pa na morje, se spomniš, pa grem pa na morje, pa grem pod vodo, po parih letih se potapljati in se kar dol, veš? Ja, ti si kar od spode bil. Ampak kako, naprimer, kaj to šteješ, kako tudi nos je pomemben? Ja, dihanje je Izključno skozi nos. Ali pa skozi čez nos, redin, ko govoriš ali pa ko ješ, takrat dihamo skozi usta lahko tudi, oziroma je težko čez nos. Laufati je tudi težko čez nos, ne? Ja, ampak jaz pa moje praktikante kar spodbujam k temu, oziroma... Treba zalepati usta, pa greš. Ja, tudi treba zalepati, oziroma če se treba večkrat ustaviti, pa hoditi vmes, pa spet začeti teči, ker od začetka je tako, ne, ker imamo zelo slabo toleranco na CO2, nas z zaprtimi usti, ko tečemo, CO2 zelo moti, ker se ti CO2 dviga. Zdaj pa, ko z dihalnimi vajami dvigaš toleranco na CO2 in z rednimi sprehodi, kjer dihaš skozi nos, pa s tekom, kjer dihaš skozi nos, se ti ta toleranca na CO2 s časoma povečuje in pol lahko vedno hitreje tečeš in dihaš skozi nos in te sploh ne moti. Ampak kar jaz zelo opozarjam je to, da če dihamo skozi usta, izgorevamo svojo življenjsko energijo in se potem s takšnim treningom, se pravi, smo v močnem stresu in zdaj, če je namen telovadbe, da bi se dobro počutili, pa da bi bili dolgoživi, da bi bili zdravi, vsak dan gremo pa v hiperventilacijo in prekomerno dihamo, s tem ne delamo dobro sebi. Če pa dihamo skozi nos med telovadbo, pa med športnimi aktivnostmi, takrat pa polnemo svoj organizem z energijo in se napolnimo. In po taki telovadbi si ti res poln, se dobro počutiš, si opolnomočen, po uni vadbi, ko pa hiperventiliraš, si pa tak bled, zmatran, zmozgan. In če to konstantno počneš na tak agresiven način, lahko izgoriš ali pa se vedno slabš počutiš, pa hitreje se staraš, hitreje razpadaš. Če pa dihaš skozi nos in ta način spodbujaš in se izboljšuješ postopoma, ker tukaj ne moreš se hitro,
ampak se dolgoročno pa se in takrat pa pride do tega, da si pa, da delaš bolj na dolgoživosti, da se boljš počutiš, da si poln energije. Tako da ja, jaz vsekakor zdaj, ne vem. Kako pa izgleda tak dih? Me lahko pokažeš? Ja, mislim, to bi se moral uleči. Uleči bi se moral, na hrbtenico, da bi prav vajo tehnično pokazal. Načeloma, kar je najbolj pomembno pri pravilnem dihanju, čist biomehaniko, da razložim, je to, da trebušna prepona igra glavno vlogo pri dihanju. Se pravi, pri vdihu se trebušna prepona napne in spusti dol v trebušno votlino. In ko se trebušna prepona je tako taka mišica, ki je not mičkan v prsnem košu, se pravi, je na not ubočena in pri vdihu se izboči ven v trebušno votlino in se napne. Zdaj, če mi to hočemo narediti, je potrebno sprostiti trebuh. Če imam jaz trebuh zakrčen pa stisnjen, prepona ne more nikamor oziroma se zabija v trebušno steno in s tem omejimo dostop do spodnjega dela pljuč. Ta spodnji del pljuč je pa najbolj bogat s krvjo pa kisikom, ker jo gravitacija dol potisne. In zdaj, če jaz vdihnem s prepono, se mi more trebuh sprostiti in hrbet mičkan napet, trebušna prepona se spusti dol, pljuča se pa polnajo iz tega spodnjega dela počasi gor proti vrhu. Pri izdihu se pa hrbet sprosti, trebuh se not povleče, prepona se nazaj gor uboči in pljuča se spraznijo. In to je cikel, ki se pri vdihu in pri izdihu dogaja, kar se pravi kot dih, ki bi rekel, je čist lahkotno, ko pa vidiš, da je res treba in medenico premakniti in trebušno prepono premakniti in napolniti pljuča za pravilen vdih, je pa kar kompleksno, se vidiš. Zakaj pa pol misliš, da ne dihamo ljudje recimo pravilno? Kaj je sploh, mislim, Zakaj je sploh do tega prišlo? Zakaj je sploh prišlo do tega, dejansko smo pozabili. Ker to je stvar, ki jo delamo podzavestno načeloma. Dihanje ni stvar, ki bi jo mogel zavestno delati in jo pol zavestno tudi narobe delati, ne? Razumem. Ja, predvsem smo pozabili. Zdaj, če gledaš otroke, to do leta pa pol dihajo točno tako, kot sem vam zdaj opisal. Po letu pa pol nažalost že začnejo zgubljati ta vzorc dihanja. Zdaj, kaj je glavni razlog, je spet tista prehitro in preintenzivno življenje, ki ti odvzame dih. Enostavno smo družbeno kronično zakrčeni in hiperventiliramo, ker prehitro živimo. Zdaj, če gremo mi v neko revno državo, kjer so še zmeraj odvisni od svoje lastne energije, ne pa od denarja. Tam bojo dihali tako, pa nimajo kroničnih bolečin, jih ne morejo sploh razviti, sicer zaradi krutih razlogov. Tukaj pa pač razvijamo pa kronična stanja, pa narobe dihamo zaradi načina življenja, se pravi zaradi hitrosti. In prehitro življenje vodi v kronično hiperventilacijo, v kronično zakrčeno telo. Zakisano verjetno tudi telo. To je vnetno stanje, ne? Živčni sistem deluje konstantno v simpatičnem delovanju, to pa obremenjuje nas. Tukaj noter najdeš tudi veliko odgovorov, odkot to kraka, odkot visok pritisk, ne? Hipertenzija. Zakaj mnogi mi rečejo, ja, to imamo v družini, visok pritisk. Tega jaz nisem nikjer prebrala, da bi lahko imeli v družini to. Lahko imaš rečemo gensko predispozicijo. Ja, ampak kaj na gen najbolj vpliva, je vpliv epigenetike, se pravi okolje, vpliv okolja na ta gen. Ti tudi, če imaš tudi v družini nek vzorec, neke bolezni, a se bo razvila ta bolezen ali ne, predvsem odvisno v kakšnem okolju ti odraščaš. Zdaj, če imaš ti urejen odnos, tako kot sem prej omenil, sam s sabo, da dobro dihaš, da dokaj pravilno ješ, se pravi, da ne ješ preveč predelane hrane, ampak bolj naravno ali pa bolj zdravo hrano, da zadosti piješ vode, tekočine, 2 do 3 litra. To so osnovne preživetvene funkcije, se pravi, dihanje pravilno, hrana, voda, spanje pa gibanje, se pravi. In če imaš teh 5 elementov, z njimi se srečamo s svojimi strankami ukvarjam, če imaš teh 5 elementov urejenih, si ti na noter uravnovešen, si zdrav in sam pri sebi vse štima. Potem druga stopnja pa da gruntaš pol, se pravi, jaz sem zdaj v redu, v kakšnem odnosu sem jaz pa pol z okoljem, z drugimi, se pravi, v kakšnem odnosu sem s svojo partnerko, kakšen odnos imam jaz do dela, do svoje službe,
potem se začne pa raziskovanje tudi teh področij. Ne? In eno je najbolj pomembno, da smo prvo v ravnovesju s samim sabom, se pravi, da imamo urejen sistem pri sebi, potem pa je tudi pomembno, da imamo urejen odnos, ker če sem jaz ker ne moreš biti tudi urejen pri sebi dolgoročno, če si rečemo v partnerskem odnosu, ki te pa bremeni, ki te jezi, ki te ustrahuje, ki te omejuje, ovira, ogroža na kakršenkoli način. In potem bo ta pritisk v odnosu negativno vplival na tebe, kljub temu, da ti lahko skrbiš za sebe brezhibno. Jaz sem tako srečna, ker to poslušam tebe, veš zaradi česa, ker jaz sem še iz tiste generacije, ki se o tem ni govorilo. Oziroma, jaz si pred 30 leti ne bi niti v sanjah mogla predstavljati, da boš telovadbo oziroma telesno aktivnost povezoval z odnosom, ki ga imaš na primer v partnerstvu. Zdaj tebe mi dva nekaj vprašamo. Kako pa je bilo to 30 let nazaj? Kaj se sploh kaj pogovarjalo o tem, se sploh vedel, da imaš lahko probleme z dihanjem ali pa energije ali pa karkoli od tega? No dobro, čeprav jaz nisem, mislim, jaz sem kot v gledališču, ne, nič o tem, da bi naprimer... Zdaj je to ful velik del naše civilizacije, socializacije, ki se vsi pogovarjamo o tem. Nič se o tem ni pogovorilo. O dihanju niti slučajno. Telovadili smo tako, da smo se ubijali, razumeš, da smo samega sebe je bilo treba premagati, drugače si bil lenuh, da bi pa odnosi lahko vplivali na... A ste se sploh kaj o odnosih pogovarjali? Ja, seveda smo smo vsi, mislim, težave v odnosih imamo ljudje od nekdaj, ne? Sam pogovarjali se nismo o tem, ne? To sem mislil, ja. Ja, iti k psihiatru je bilo tako, da si se obesil pa rekel, lejte, jaz sem nor, ne? Najraje ob 3 zjutraj bi šli k psihiatru, ki ni nobenega na ulici. Sploh, če si kaj takega omenil, si že bil, razumeš, tako, no? Ampak to me še zanima pri dihu, da končamo dih, a tudi vaje tudi, se pravi, kako zadržuješ dih? Se pravi, pri AIQ imamo 3., 4. modul, sta predvsem zadrževanje diha. Recimo vdihneš, izdihneš do konca ven, ko si prazen v pljučih, zadržiš dih in postopoma čakaš, ne vem, od začetka so zelo nizke, ponovadi prekinitve, čeprav je normalna, bi bila okoli 25 sekund brez zraka v pljučih. 25 korakov. Ja, in bi moral vdihati čist nežno, umirjeno, kot da se nič ni zgodilo. Optimum je celo na 40 sekund, se pravi, sploh za športnike ali pa neke take, ko so konstantno pod močnimi obremenitvami, je nujno potrebno pripeljati pol do 40. Zdaj vse, kar je pod 25 ali pa celo pod 10, pa oseba opozarja na vnetja v telesu, ki se mogoče še niso izrazila na ven, se pravi neko fizično... Je pa že alarm, ne? No, lahko sami tudi se zdaj testirajo. Se pravi, vdihneš, izdihneš... Normalno vdihneš, neč globoko vdihneš. Normalen vdih, do konca izdih in ko je prazna so pljuča, zadržiš dih, završiš nos, čakaš koliko časa mine, da prideš do čist tiste prve težnje, prvič, ko trdi, vdih bi moral biti čist miren. In to bi pri normalnem, zdravem človeku moral biti vsaj tam 20-25 sekund. Vse, kar je pod tem, ni v redu. Kar je pa pod 10 sekund, pa vsem priporočam, da se pa resno lotijo spremembe, ker ni, jaz sem bil, rečemo, ko sem začel na 7 sekund, se pravi iz otroštva astmatik, bronhialni astmatik, alergik, kar je bilo pa logično, zakaj je to tako. Fak, 7 sekund. Ja, zelo malo. Sem bil pa profesionalni športnik, ki ni bilo težko odlaufati tudi 40 km, če treba eno dnevo, ali pa odigrati 2 nogometne tekme. Se pravi, bila volja zelo močna, ampak... Tako da je to v bistvu pokazatelj, da lahko si tudi maraton zlaufaš, pa ne pomeni, da si zdrav in da si fit, ne? Ker če imaš lahko zelo močno voljo, ki lahko zelo močno ignorira telo, samo to lahko traja nekaj časa. Se pravi, tako je, se pravi, volja lahko dobiva bitke, telo bo vedno dobil vojno. Zdaj, ti lahko ignoriraš. Kako že? Volja dobiva bitke, telo vedno dobi vojno. A to že imaš na kakšni majici napisano? Ne, to je od mentorja Aleša, ko sem se od njega naučil, je on povedal in ima čist prav. In potem tudi jaz kot športnik, ko sem lahko skozi športno obdobje, sem bil zelo uspešen, sem bil vedno nekako v vrhu in strelcev in v prvi 11-terici in za zelo dobre klube sem igral, se pravi, z močjo volje sem lahko dosegel izjemne rezultate in smo bili državni prvaki in
Sam, ko je imel pa telo enkrat dovolj, je pa rekel, Ampak pa se v tej le modrosti se skriva tudi pravzaprav odgovor, ko slišimo, da naprimer nekdo športnik fenomenalno živi, vse dela, vse, pa naprimer kap ali pa bolezen ali pa nekaj, pa si rečemo, kaj pa je on narobe delal. Športnik ni sploh profesionalni, čeprav danes tudi rekreativni športniki, ko vsete se enkrat na klop, pa poglejte, rečemo, kako ljudje, rekreativni ljudje gibajo, kakšno grimaso imajo na obrazu, kakšen vzorec teka, se pravi vsi, ali imajo tisto jezo izraženo, odprta usta, hlastajo za zrakom, pokrivljeni, ena noga drugač dela, druga drugač, se pravi... Podrsavajo po tleh. Tako, čist, se pravi, samodestruktivno vedenje skozi šport, kar in pa bi človek rekel, ja, pa se ta vsak dan teče eno uro, pa je zdrav, sem, pa gledaš malo globlje, na kakšen način on to počne, veliko bolj pomembno, kot kaj on počne. In to, kako to počnemo, ne pa koliko to počnemo, je tudi moje opozorilo mojih praktikantov. Na koncu je, rečemo, boljš narediti tri sklece, ampak zavestne, počasne, z vdihom, z izdihom, z zavedanjem, kaj nam telo sporoča, kakor 100 sklec naenkrat, pa tisto jezno, napeto, agresivno, ker pa samo negativna čustva alternativno izrazimo na sebe in s tem pustimo negativne posledice. Veš, to mi je pa zanimivo, ker jaz sem pa Gogginsa, poznaš verjetno, ne, Davida Gogginsa? Nisi slišal? Jaz sem pa, tako kot sem že govoril, jaz pa sem poslušal, to je en motivator, on je en, ki je, ne vem, 200 milj je laufal v vročini, zlomljeno nogo je laufal. In oni so pa taki, ne poznaš, to so David Goggins, pa Jocko, pa te oni ful Roganu tudi hodijo, no, v glavnem. In oni so pa ful na to, da moraš pa zmagati se, da moraš gnati se, da moraš vse dati od sebe, da moraš ubiti to vse tega lenuha in tako, ne. To v bistvu ni kul, ne. Slej prej se bojo dejansko premagali, sam, ker se bojo premagali, se pravi, koga premagujo? Samega sebe. Čim je že to? Premagujem samega sebe, te vodi v samodestruktiven odnos, ker sebe ne bi hotel premagati. Ja, je tanka meja med tem, da si ti vztrajen, ali pa da ti v bistvu delaš sam sebi škodo. Ne, delovne navade, se pravi, da ti... Zdaj jaz razumem, oni so na temu, recimo, ne se vdati, ne se predati. Ampak meni se zdi zdaj, ko v tebi poslušam, da grejo veliko predaleč. Ne, in oni zato govorim, ker med drugim tudi jaz nekaj časa sem jih gledal, zato da so me spodbujali, zato da sem sam sebe premagoval, pa sem šel laufat 10 km, pa me je začel koleno me izboleti kot prasica, pa sem še kar laufal, ker sem si rekel, to pa bom. Ampak to v bistvu ni kul pol za telo. Vsekakor ni kul, ker to vodi v vedno močnejša kronično stanje in slej ko prej, se pravi s tem, tako tisti ta izrek, ki sem ga prej od Aleša rekel, volja bo dobivala bitke, lahko jih dobiva. Zdaj, če ima oseba ful močen motiv v sebi, rečemo športniki imajo močen motiv biti glavni, biti na vrhu, lahko z močjo volje ti tudi 20 let premaguješ telo in dobivaš bitke, ko pa enkrat reče telo, ne, lahko to konc, lahko je dejansko. In ja, rečemo, ko razmerje med flow pa pushom, se pravi, jaz delim flow-push način, push je tudi nujno potreben in treba se je spraviti ven iz cone udobja, iti v cono prilagoditve, v cono razvoja, včasih tudi v izgorevanje, če je nek nujen potreben motiv. Sam jaz svetujem 80% časa, da se zadržujemo v končni coni udobja, kjer je še vzdržno, kjer lahko oseba diha skozi nos, kjer ima lahko nadzor nad mimiko, kjer lahko mehko giba. 20% svojega gibanja ali pa svojega napora gre pa izven cone udobja v cono razvoja oziroma v cono prilagoditve. Tam pa greš v push, takrat si pa lahko tudi tisti, zdaj grem pa Terminator, Terminator, da vidiš, kje so tvoje maksimalne zmogljivosti. To je 20% je tega, 80% je pa učenja, se pravi, da ti si zavesten, da študiraš, kako gibaš, da se učiš. Da tudi, ko pušneš teh 20%, narediš to pravilno, ne? Tako, in na tak način delaš ti temelje zelo trdne in zelo zdrave in se postopoma s piramido premikaš v bistvu gor. In zdaj vedno je tako, če ti hočeš prehitro priti na vrh, kar športniki danes počnejo in kar je tudi to, ko si mi razlagal, ta mentaliteta teh fantov ali pa moških, je to, da z močno voljo priti čim prej gor, sam je jasno, da če prehitro prideš gor, boš tudi zelo hitro in zelo globoko lahko padel dol v močno depresijo
ali pa v neko poškodbo, bolečino in pol si na dnu. In ko si enkrat v depresiji ali pa ko si zelo močno poškodovan, imaš ti lahko ne vem koliko močno voljo, sam če telo ne more, tudi volja ne more nič. Se pravi, telo je veliko bolj močno, k volja. In bi moral telo, se pravi, bi moral telo veliko bolj vplivati na zavest, kakor danes družbeno to je. Se pravi, zelo močno ignoriramo telesne občutke, in jih premagujemo, načeloma bi jih pa morali bolj spoštovati, bolj občutiti in se bolj prilagajati telesnim občutkom. No, pa seveda gre tudi v drugo smer, ne, z vso to preobjedanjem in tako naprej, se tudi ne poslušamo svojega telesa. Ne. Mi v vsakem primeru, to je zanimiv absurd, zdaj bom še prepovedala, jaz sem ravno kar tudi za televizijo posnela z Tadejo Brankovič, ki je bila biatlonka. Mislim, ko sem jaz videla, kako živijo športniki, se pravi, jest, trenirati, počivati, jest, trenirati, počivati, se pravi, in vedno na meji, vedno v stresu, mislim, za nekimi rezultati, ki je na koncu dobila raka, ne? In to orank raka. In pa se vprašaš, zakaj je to? Po drugi strani pa zdaj, če samo na hitro to repliciram, mi živimo, se pravi, pozabili smo dihati, kako izgledamo. Pozabili smo hoditi. Pozabili smo spati, se pravi, ne, tudi, kako važno je pa, strašno je pa važno, da dobro izgledamo, ne. Ja. To se pravi, dajmo injekcije, dajmo se napihniti in ne vem kva še vse. Mislim, mi smo pa res pravzaprav malo ausglajzali, če bi rekel. Zdaj nisi na nacionalki, zdaj lahko rečeš, tudi fuhnjeni. Ne, ausglajzali, bom rekla. Ne, ampak res, če tako pomisliš, mislim, kaj pa nam je? Družba substitutov smo ratali, se pravi, iščemo hitre in take alternativne poti do neke spremembe, ki pa dolgoročno, se pravi, kratkoročno nam pomagajo, da smo bolj dolgoročno, pa zaradi takih poti trpimo. In v bistvu smo družba substitutov, namesto da bi bolečino, rečemo, kot če prisluhnili, mi pojemo 2 tableta, substitut, boljš sem, dober je, sam zignoriraš pa, zakaj je tam bolečina. Ker če bi poslušal bolečino ali pa bi šel hoditi, pa bi videl, desen kolen me boli, zato ker z desno nogo bolj močno stopam kot z levo, ali pa ko stojim, visim v desno in konstantno obremenjujem desno nogo. Če bi se s tem poslušanjem ozavestili določen vzorec, ki ga konstantno počnemo in nas zato kolen boli, bi jasno imeli možnost to spremeniti in ne bi rabili tablete in čez 20 let ne bi prišlo do obrabe kolena ali pa do operacije. Ti bral knjigo, kako je že, dr. John, o zdravimo bolečine hrbtov? Si bral? John Sarno misli? Ja, Sarno, ja. Bral sem ga, ja. A veš, da je on meni pomagal? Jaz sem tudi 2-krat obležala vmes, zdaj vem zakaj, ne, tako da so mi neke blokade dajali na urgenci, ne, da sem šla sploh lahko na oder, ne. In ko sem jaz sem ležala, verjetno ni bil isti kavč, ne, ampak brala to knjigo in razumela, da je bolečina pravzaprav mi nekaj sporoča, sem jaz, od takrat naprej mene križ več nikoli več me ni bolel, me spomni, ne, tudi vem, da kakšne vrste stres vpliva na mojo hrbtenico, ampak takrat sem razumela in se tudi pogovarjala z bolečino, ne, na koncu koncev. Vse ti pove, telo dejansko ima ta svojo inteligenco, ki ti prek telesne zavesti sporoči točno, ali tudi jaz, ko ljudi vodim, tudi sam sem šel čez to izkušnjo, ampak tu, ko ljudi vodim, in rečemo, imajo bolečino v desni nogi in sproščajo desno nogo skozi določen gib, ki jih pač vodim, da začutijo ta del telesa, pride iz te noge oče v misel ali pa odnos z očetom, pride odnos s partnerjem, prav z moško energijo, ker je na desni in lahko skozi vajo ali pa skozi poslušanje telesa in te bolečine, ki imajo zavestjo, zakaj jih dejansko boli. Ni vedno samo fizično, da mene noga boli, ker ne vem, tečem narobe, ampak dostikrat ali pa velikokrat določena bolečina tudi sporoča o neurejenem ali pa neurejenem odnosu z nekom, sploh s tistimi najbolj bližnjimi, ki so čustveno najbolj močne stvari. A ti tudi lahko pomagaš, zdaj to, kar si zdaj razlagal, me je, naprimer starejšim ljudem, a veš? Sem že prej hotel vprašati. Si ti hotel vprašati, ker moja mama, naprimer babica, jaz se zdaj ravno kar vozim k nekim kirurgom za hrbtenico, stara je 86 let,
njej drevenijo noge, ne, že ta zadnja je dreveni in jaz bi jim tudi rada nekako pomagala, samo pri 86 letih, 99 kilah, kaj pa lahko tukaj sploh narediš? Načeloma AIQ vaje so zelo nežne, zelo mehke, v bistvu in so tudi ležeče od začetka, sploh pri tistih, ko jim je stati ali pa sedeti težko. In grejo zelo take mehke gibe, da samo medenico začutiš, samo gibanje v bokih, v ramenih, toliko, da začneš prebujati senzorčke v telesu, pa občutek v telesu in gibalno inteligenco v telesu. In se postopoma te mišice, ki so kronično zategnjene, počasi sproščajo in je vedno več mehkobe in lahkotnosti v gibu. In zdaj tudi da se starejšim pomagati, sam je pa ta sprememba predvsem odvisna, koliko je ta oseba pripravljena delati na sebi, ker spet, če ona pride samo k meni za 1 uro pa pol, pa mi dva nekaj narediva, pa je ona malo boljš, pa pol gre domov, pa pol naslednji dni nič ne spremeni, ali pa ne ohrani tega, ali pa ne dela tistega, kar sem jo naučil doma, ne more priti do spremembe. Če pa bi oseba, rečemo, delala vsak dan 20 minut, pol ure časa na dan tiste gibe, ki bi jih jo naučil na srečanjih, se bi pa vsekakor bi pomagala. A tudi v teh letih? Tudi v teh letih, ja. A res? Možgani so nevroplastični in to je znanost odkrila, kar pomeni, da se lahko spreminjajo, se pravi, da so struktura, ki se spreminja. In zdaj, če mi zavestno gibamo, vsekakor in spreminjamo strukturo in možganov in telesa v bistvu skozi zavestno gibanje in s tem se tudi lahko pomladimo. Lepo, Sem se tukaj rekel, najbolj pomembno je to, da ti pol to delaš. Veš, tako sem bila začela tudi, ko smo začeli da 1 let nazaj telovaditi, mic po mic, 15 minut, 10 minut na dan, ampak samo da delaš. Ampak jaz sem na primer zdaj odkrila kundalini. To, kar si zdaj razlagal v tem dihu, to ti bomo pa mi pokazali. To ti bomo pa mi pokazali v živu, ker upošteva dihanje in točno ta dihanje, ki si ti rekel, se pravi, pa tudi ognjeni dih in tako naprej. V glavnem res sem zaljubljena, ampak a ti veš, da je meni edino, kar je meni res v življenju bilo od nekdaj problem, spraviti se vaditi. Iz to neodobja iti. Ja, spraviti se vaditi. Kaj pa to zdaj, ko greš zjutraj ljudi na vodo, pa to te nič ne motivira bolj? Mislim, jaz se že izmotiviram, ampak vsakokrat je muka, a razumeš? Ne vem, to bi rada razumela, zakaj pa ne, ker polka pa grem enkrat, ne, in naredim, ne, pa se pa, jasno da, oni dopamini, ne vem kaj še vse zgodi, ampak tu je po moje tudi znotraj tega, tudi to verjetno nekaj govori o meni, ne, o nekem mojem vzorcu, ne. Se vidiš, da je velika večina ljudi pa kljub vsemu ne telovadi, debelosti, koliko je, danes je več debelosti, kot lakote na svetu. Žalost. Ja. Zdaj tako je, pač imaš tudi dve persone, v bistvu dve različni. Eni so konstantno ven iz cone udobja in so skozi v močnem zagonu in skozi se mora nekaj dogajati pa spreminjati, se pravi, so odvisni od sprememb. V okolju tak ima problem zlesti v cono udobja, pa biti mičkan na eni točki malo dlje časa, pa se zadovoljiti s tem, kar je. Ja. Drug tip človeka ima pa ponovadi Pusti. kontra. Drug tip človeka je pa, da je pa preveč zasidrana v svojo cono udobja, v neko svojo navado, ki tradicijsko nekako špila in je v redu, sam dolgoročno pa, če smo preveč v eni stari navadi, tako dolgoročno pa ne naredi dobro. In taki imajo pa pol nek strah prisoten skočiti ven iz tega mehurčka, rečem, v nekaj novega, ker te spet neka vsaka nova stvar te da pod nek določen pritisk. Zdaj, če je strah pred temi pritiski ali pa pred nekimi novimi stvarmi, je potem ta ročna zavora skozi prisotna in ta ročna zavora se navad pozna v kepi, v trebuhu. Ta strah je skozi prisoten. Pa jaz sem spadam, ne? Ne glede na to, da imam občutek, da se jaz rada učim pa spreminjam. Ja, ni to. Če je premočen odpor, je vedno pol ta, recimo, pretirana cona udobja in je treba pol delati na tem, da se v bistvu pri taki osebi spremeni mišična napetost tudi trebušne votline, prsnega koša, in da postopoma v zavest to, da se je pač potrebno tudi vrč daj ven v ogenj, rečemo temu, in probati kaj novega in se na tem vidiš, da v bistvu, ko to dobiš nek benefit od tega, se pravi neko dobrobit, pol telo to sprejme oziroma in tudi zavest vidi, da v bistvu se s tem napreduje in se izboljšuje zdravje, pol ko enkrat to
sam subjektivno začutiš, pa enostavno ni druge, kot da to pri tem ustrajaš. Ne? Tako da je pa tudi ta odpor človeški, se že ko greš po hribu navzgor, Ti hoče meniti, ja. odpor in to se mi zdi, da se pravi odpor je prisoten pri človeku pred kakršnokoli spremembo ali pa ja, pred kakršnokoli spremembo in je to normalno, da je. Zdaj pa odvisno, te bo ta odpor ustavil v življenju in te bo konstantno metel nazaj v tisto cono obdobja in v mehurček, kjer je varen. Ali te bo pa glih ta odpor do tega mičkom še zmotiviral, da ko greš ven iz odpora v to prilagodljivo, v cono prilagodljivosti, kjer se pa navadiš, rečemo tako, ko greš v hrib, da na primeru dam, vedno je se pravi prva stopnja je odpor, se pravi cona obdobja, tam čutiš nek odpor in bolj, ko greš ven iz cone obdobja, greš v cono prilagodljivosti in takrat na sred hriba si se že prilagodil na to in ti je že, ti je kot dizel, tisto pravijo, kot dizel je zdaj zalaufu in ko enkrat prideš ven iz cone obdobja, iz tega odpora v prilagodljivost, tam je že lažje, se pravi, tam si še čez prvo muko dal čez in se ti odprl ventil in takrat deluje. Zdaj pa problem pri teh, rečemo, osebnosti, kot sem mislil, je, da pa smo predolg časa ponovadi skozi iščemo to cono prilagodljivosti. Jaz sem zdaj te dni prišel do tega, točno tega, kar se zdaj pogovarjamo, sem prišel do tega, mesec nazaj sem prišel do te ugotovitve, da pismo, sem si vedno govoril, jaz sem pa prilagodljiva, veš, 1000 enih različnih stvari sem delal, projekte, tretje, pa sem pa ugotovil, da mogoče mi pa to paše. Mogoče pa je to moja cona ugodja v bistvu, ne? Na nek način, razumeš? To je dobro, sam je pa treba biti previden, da ne zdrsnemo v tretjo cono, to je pa cona razkroja oziroma izgorelosti. In taki smo lahko podvrženi temu, ker se ne znamo ustaviti. Tako letalo, ki bi skozi letel, pa ne bi se spustil dol, bi slejko prej strmoglavo, ko bi zmanjkalo goriva. In pri takih smo pa ful motivirani, pa smo ful zagnani, pa bi ful stvari naenkrat naredili, pa ful radi počnemo te stvari in nas polnejo. Sam je dobro vedeti, kako med temi tremi conami obratovati, da veš, da je dobro biti v prvi coni, da si v tistih navadah, ki jih deluješ pod avtopilotom in se ne rabiš nič na novo učiti. Druga cona je cona prilagodljivosti ali pa cona razvoja, kjer se učiš nove stvari, kjer nekaj razvijaš, kjer na nekem novem projektu delaš. Takrat si že pod močnejšim pritiskom, pa na nekih močnejših obratih deluješ. In zdaj je treba pa imeti dober posluh za telo spet, imeti čuječnost razvito v telesu, ker telo ti bo pa spet povedal, kdaj prehajaš iz cone prilagodljivosti v cono razkroja oziroma izgorevanja in tik preden zdrsneš v to, se je dobro vrniti nazaj v cono obdobja za neko obdobje, da se spet... Če ne benzina zmanjka, pa... Ne pa izgorelosti, izgoriš. Ampak verjetno ne gre tukaj zdaj očitno vidiš, smo ljudje še tako narejeni. Jaz, na primer, to, kar sem tebi rekel, da se težko pripravim, velja za telesno vadbo. Druge stvari pa jaz delam tako, jaz lahko delam 5 stvari in tako naprej. To so različna področja, ne? Pa tudi midva govoriva iz moške strani, ne? Ja, ne, ampak tudi to pomeni, veš, zato sem to zdaj izpostavila, ker mi bi zelo radi, veš, se dali popredalčkati, to je recept zate, ti si takšen, ti si takšen. Ti moraš ugotoviti, vse svoje, se pravi, celostno se moraš poznati, ker v enih stvarih reagiraš in spadaš pač v to kategorijo, v drugih stvarih spadaš v ono kategorijo, ne? Dobro je pa tudi ugotoviti pri teh območjih, ko ti pa grejo, recimo, ko si ugotovila zdaj, da pa na teh področjih pa zelo si rada kreativna, pa paradosna. Ja, nikoli mi ne zmanjka. Prav je pa gruntati, kako se pravi, vedno pa lahko tudi jaz to pri sebi. Gruntam, kako bi pa lahko na teh področjih tudi delal, da sem bolj učinkovit. Da se pravi, te iste stvari, ko jih počnem, probam vsakič delati z manjšo porabo energije. Se pravi, da vsakič, ko se te neke nove stvari lotam, se z novo izkušnjo ali pa z novim znanjem, spoznanjem, probam lotati na bolj energetsko učinkovit način. Ker to je neka težnja evolucijska, da v bistvu postajamo se pravi, z vsako izkušnjo, z vsakim spoznanjem naj bi postajali vedno bolj varčni. Z energijo, ne? Z energijo, ne? In to je pomembno, da v bistvu se učimo na teh področjih, kjer smo radi
bolj intenzivni ali pa bolj pod višjimi obrati, kako bi za vsako novo izkušnjo vsakič znova manj energije porabili, pa dosegali isto ali več. Se pravi, delamo na tej učinkovitosti. In vidim, da če izboljšamo dihalno učinkovitost, pa telesno učinkovitost v gibanju, ker gibanje je dejansko vedenje in vedenje je življenje, se pravi, ker vse je povezano med sabo. Zdaj, bolj ko učinkovito dihamo, gibamo in se vedemo, bolj učinkovito tudi živimo. In potem takem se tudi take, se pravi, delovne opravilnosti, projekti, trening, šport, vodstvo podjetja dejansko lahko izboljšajo na energetski ravni, ne. Če pa krepimo samo voljo do dela ali pa voljo, češ jaz moram, jaz sem močen, jaz bom vse to zdržal, bom potisnil, koliko se pač da, spet lahko volja nekaj časa premaguje telo, sam telo ima pa svoj energetski limit. In zdaj, če ne peljamo in volje in telesa skladno proti cilju, bo ta ločenost volje in telesa vedno večja in večja, ko je razcep med voljo kot zavestjo pa telesom, bolj vodimo samega sebe v propad in tudi človeka kot tazga, ne. In zato je pomembno delati in na razmišljanju, na zavesti, na volji, na motiviranosti, hkrati pa nujno peljati telo z voljo naprej, se pravi, da izboljšujemo učinkovitost telesa in čuječnost telesa in potem je lahko tudi močna volja in produktivna volja in zmagovalna nastrojenost, ampak v skladu z fizikalnimi telesnimi zakoni. Ker tukaj ne smemo pozabiti, da zavest deluje na kvantnem nivoju in ne rabi upoštevati Newtonovih zakonov, te Newtonove fizike in lahko si jaz v glavo dam neko afirmacijo ali pa nek motiv, zdaj bom jaz ne vem kaj. Sam če jaz telesa ne bom spravil na to naravnanost, ki jo volja zahteva, ampak bo pa telo slabo dihalo, bo zakrčeno, bo imelo napačno držo, je jasno, da bo moj motiv v glavi na kvantnem nivoju negativno vpliv na moje fizično telo. Vidiš, to je neravnovesje. Ja, in pomembno je uskladiti takt ure zavesti s taktom ure telesa in v današnji... Ti si pa povedal, danes je par takih bomba stavkov. Mislim, to jih morava izpostaviti. Ja, in še enkrat ga ponovi, prosim, da ga bomo slišali, da si ga bomo zapomnili. To je najbolj pomembno, da v bistvu razumemo, da v današnji družbi, ker prehitro živimo, je takt ure naše zavesti prehiter, se pravi, konstantno v prihodnosti, kot da prehiteva naše telo. Telo je pa ne more biti drugje, kakor tukaj in zdaj. In mora upoštevati Newtonove zakone, se pravi, gravitacijo, pa čas. In danes pa mi kršimo te zakone, skozi, konstantno jih kršimo, ker smo z glavo družbeno konstantno drugje. Telo pa more pač dohajati oziroma plačevati tiste napake, ki jih naš ego ponovadi nastavlja. In telo lahko zdrži, pa trpi, samo ko ima enkrat dovolj, pa dobiš pa iz telesa račun ponovadi z zelo močnimi obrestmi, ki jih računa zelo drago. In zato rečemo vaje kot take, rečemo somatske in pa pač AIQ dihanje, pa AIQ temelji na tem, da z vajami zmanjšaš senzorno-motorično amnezijo. In to pomeni, rečemo, to je tak čutno-gibalna amnezija, če poenostavim, se pravi, občutke dobivamo iz telesa v zavest in potem se z gibalnim motoričnim, se pravi, nasprotno reakcijo odzovemo spet v telo z odzivom v okolje. Se pravi, to je konstantna, se pravi, akcija-reakcija, se pravi, občutke dobimo iz telesa v zavest da input nazaj telesu in potem se zgodi gib ali pa govor ali pa premik nekam, ne. Zdaj, bolj ko smo ločeni zavest, bolj ko imamo ločeno zavest od telesa, večja je ta amnezija. Amnezija pomeni pa zguba spomina. In to pomeni, da smo družbeno zgubili spomin nad telesom, ker imamo pač tak tempo življenja, ko ga imamo. In zdaj, če želimo spomin za telo nazaj dobiti in povrniti si to senzorno-motorno povratno zanko, da dela tako, ko bi morala po naravi, je treba pač se zavestno ukvarjati s svojim telesom, s svojim dihanjem, z meditacijo, s čuječnostjo. In s tem se takt ure zavesti in telesa uskladita in potem te podpira in medenica, in trebušna prepona, in srce podpirata zavest in voljo pri pač dejanjih, ki jih počnemo v življenju. In če pa nista v skladu telo pa zavest, potem pa pride do premočne ločenosti. In z leti je vedno večja potem ločenost
in ko ima enkrat telo, ko smo preveč odtujeni od telesa, pa telo da še dan, slej ko prej. Prvo opozarja z nekimi blagimi stanji, pa se pa to razvija v vedno hujše stanje. Jaz ti prerokujem, mislim, da boš zelo uspešen in pomemben, kako bi rekla v enem slovenskem prostoru. Mislim pa, da si tudi izjemen učenec, verjetno svojim učiteljem, tega Ajku, kako mu je ime? Aleš Ernst. No, njega bova tudi povabila, ne? Boste prišli skup, ne? Boste prišla skup, ne? Ja, ker bomo takrat boš pa malo še pokazal, tako, ker se mi zdi, da ti si pa zdaj dal meni, mislim, meni osebno kar veliko lepih istočnic, ker jaz tudi to, kar ti govoriš, razmišljam in tudi, naprimer, ena stvar je, od nekdaj razmišljam, da ne vem, ko je šlo za telovadbo ali pa za kakšne fizične napore, sem jaz vedno razmišljala, zakaj je to vedno tako povezano s takim hudim trpljenjem, ne? Kaj človeka žene tudi nasploh, hkrati nas žene na eni strani, se pravi človeka 21. stoletja, da bi se imel fajn, pa čim manj dal od sebe, in na drugi strani brez enega ravnovesja, brez enega normalnega ravnovesja, pa totalno se gažljati samega sebe, trpeti sam sabo in ne vem, kaj še vse. Mislim, da je to tako, da smo dobili pač ta tradicija, ki smo jo imeli, ne vem, od naših prababic, pradetkov, babic, dedkov. To je tudi katoliška vera, ne? A veš, ki temelji na trpljenju pa na kaznovanju, ne? Oni so bili naštelano preživetveno, čist moramo preživeti, moramo trdo delati, moramo garati, moramo biti pridni, moramo biti poslušni, moramo biti linearni in samo naprej. To je špilalo v tistem obdobju, ko so oni živeli, zdaj smo pa pač šli z leti naprej, smo v 21. stoletju, kjer pa bi se stvari počasi morale spreminjati, sicer ne zdaj iz tega ekstrema v drugi ekstrem, da nismo nič odgovorni, da ni treba nič delati, pa nič biti motiviran, tisti spet čist narobe, ampak je pa potrebno iz te robotske, vojaške nastrojenosti, kot nismo mašine, čeprav smo bili takrat tretirani kot tako, ali pa naši starši sploh, recimo vaša generacija ali pa še pred vašo, je bilo tisto bolj strojevsko, robotsko naravnano, vojaško, trdo, togo, močno. Tukaj to pa ni človeško, če gledaš, niti srčno, ni čustveno. Ni povezave, se pravi tega, tako kot si prej razlagal s telesom, v bistvu ni povezave, ne? Vse v bistvu na moči volje, kar pa jaz spodbujam, v bistvu, kar rad poudarjam, je, da je treba razvijati tisto otroško spontanost, kreativnost, domišljivost, igrivost, in znotraj teh bolj človeških elementov tudi razvijati, se pravi, delovnost, ustvarjalnost in pač uspešnost, ampak z drugim pristopom. Ker jaz lahko grem na trening, kako si rekla, pa se uničem do amena, pa kratkoročno sem stroj, dolgoročno sem pa invalid, ker vidiš, da športniki po 35 letu so vsi fuč, pa operirani neštetokrat, ker delam z njimi veliko in vidim, kakšno, pa tudi sam sem bil tako, da sem šel čez to sam. Lahko pa tudi z gibanjem si pa lahko pozdravimo vse bolečine, lahko se naredimo tako, da živimo dlje, da smo bolj zdravi, bolj polni energije in to je čist stvar odločitve vsakega posameznika. Ti delaš individualno? Ti delaš ali v skupini? Oboje imam, se pravi, imam 3 programe izvajam, en je pač individualno, ta manualno gibalna terapija oziroma tako individualno mentorstvo, kjer celostno pač obravnavamo človeka pa njegove težave. Pa imam pa še 2 skupinska programa, eno je spletni program, to je tak 30-dnevni program prek Zoom aplikacije. To gre v bistvu je zelo tak intenziven program, ker je 30 dni zapored vsak dan. Prek Zooma je 45-minutno predavanje v takih temah, o katerih se mi danes pogovarjamo. Se pravi, 15 minut je ponovadi razlage, kaj bomo počeli, pa zakaj bomo počeli, pa je pa polurna praksa telesna, se pravi, dihalne vaje, gibalne vaje. To smo pa priključili, ne? Da bomo videli, da bomo imeli izkušnjo. Ja, z veseljem vas povabim, ste dobrodošli in tukaj je zelo dober feedback ljudi, ker tudi tisti rečemo, ko imajo težavo ustvariti si navado, da bi se pravi, tukaj jih pa jaz dam v to, da vsak dan od 8 večer do 15 do 9, 30 dni zapored mora biti pred ekranom in delati vajo. Ja, pa nam mogla jaz, ne, če imam zvečer vaje pa predstave.
Ja, mislim, imam, včasih je večerni, včasih imam pa jutranji, Aha. od 6 zjutraj do 15 do 7, imam tudi jutranje. To je variante. za nobeni za te. In recimo, no, ampak ja, je pa tako, da kad 30 dni pa oseba dela vsak dan, je pa polno stvar, Ja. se pravi to navado, zdravo navado in jo potem tudi lažje ohranja, ko se program konča. Ne. In tukaj učim ponovadi pravilno dihanje, to je pri meni vedno prvo in je osnova in je nujno potrebno, potem pa še vse ostalo, se pravi gibalno, pa tudi se dotaknemo odnosov pri vsaki delavnici. Pa je pa še ta program v živo, to imam pa 4-tedenski program Smernice iz jedra, to je pa podobno, samo da se pa v dvorani dobimo, je taka manjša skupina, imamo pa 2-krat tedensko v živo, pa 4 tedne je 8 srečanj. In je tudi taka izobraževalna, gibalna To mi je delavnica, sprašal, ja. tako da, ja, veliko gibamo, veliko se pogovarjamo. To se pravi, prideš na trening, pa ti trener vpraša, kako je tvoje odnosi, kako se Ja. imaš kaj doma s partnerjem. Ja. Dejansko je veliko tega, ker vidiš, To je da se... prihodnost. Ne, ker To je problem je prihodnost, ta, res. da vsak, se pravi, če oseba nepravilno diha, se nepravilno drži, Če ne spi dovolj v spanju, še nismo nič rekli, morali imeti še nadaljevanje. ampak za takimi nefunkcionalnimi vzorci se vedno skriva motiv. A ne? Vedno je nek motiv, ker noben človek ne bi rekel, zdaj pa jaz nehal pravilno dihati. Ali pa zdaj jaz se slabo začel držati. Se to ne zgodi kar tako, zdaj sem jaz zavestno odločil, pa bom to naredil, ker noben človek ne bi tega spremenil, ker to je osnovna funkcija pač, preživetja. In vedno, ko mi ne dihamo prav, je v zadnji nek motiv. Zdaj, če oseba spreminja svoje dihanje in ne ve, kaj lahko pride, ko spremeni dihanje, sprav tisti vzrok, zaradi česa je spremenil dihanje, če ga ti ne prepravaš na to, je velika verjetnost, da se bo oseba po enem času ustrašila teh dihalnih vaj, ker bojo odzivi lahko čustveni, naporni, napeti in se bo odmakala od prakse, ker ne bo vedela, da lahko, kaj vse lahko pride, ko se začne oseba poglabljati v sebe. Ne? Zato so razlage nujno potrebne, da oseba razume prvo, kaj se lahko zgodi, ko spet začne pravilno dihati. Da pride tisti sprožilec, motiv, razlog, zakaj je oseba nehala dihati. In tisti je pomembno razumeti, pa razvozlati, zato da se nam vzorec ne ponavlja ciklično, ampak da je jasno, da in zavest razume in da iz telesa osvobodimo ta višek energije ujet v nas, ki nam ustvarja pol te škodljive vzorce. Ne. Kaj imaš več mladih ali imaš, kako imaš, naprimer, kaj? Ful imam mešano, oziroma je tako od profesionalnega športnika do rekreativca, do starejših ljudi, do... Ker jaz vi ste še mladi, ne? Jaz vam lahko povem, jaz sem dolgo časa itak bila vedno fizično aktivna, pa tako, ampak zdaj jaz razumem, zakaj je tudi toliko bolezni po 50-em, zakaj se to začne, ne? Ker če ti ta nek določen čas takrat zamudiš, ne, pol pa res čist po domače zaroštaš in kar naenkrat se ti začne dogajati, da enostavno. In jaz sem videla tudi, nisem tega sploh vedela, dokaj mi ni prijateljica rekla, je rekla, vidiš, kakšno grbo imam. In jaz sem videla res, starejši ljudje imajo takole, a veš, prav ko kamela, mal gor, ne? Ja, to je refleks rdeče luči in to nima veze s starostjo. To že tako je, moram A povedati, res? to nima veze s starostjo, ampak to je spet podzavestna navada. In to je ljudje, ko se upadem s temi refleksi in temu se reče v bistvu ta kurji vrat, rečemo strokovno, je ta bula, ko zraste, to je zato, ker je oseba kronično zategnjena tukaj in jo v bistvu povest naprej. In zdaj, če moja drža visi naprej, vpliv gravitacije je tukaj, ne pa tukaj, kjer bi moral biti. In ker gravitacija skozi pritiska na ta del, se tam snovi naberajo in začne se delati izrastek. In to nima veze s starostjo, ampak z kronično zakrčenostjo mišic. Zdaj, ko jaz tako osebo učim, ko je v kifozni drži, zaprta in ima ta izrastek, začne sproščati trebušno votlino, trebušno steno, medenično dno, prsni koš, vrat. In ko se ta mišična skupina začne daljšati, se avtomatično drža spremeni in potem se to neha še naprej proizvajati. V določenih primerih se celo zmanjša ali pa se izboljša. Ja, to sem tudi videla, da se da. Je pa predvsem pomembno, da se ne nadaljuje, oziroma da se z leti ne slabša, ampak da z zavestnim vplivom na podzavesten vzorec, na telo, konstruktivno vplivamo in preprečujemo, da bi se to nadaljevalo. Ker to je samo
to je v bistvu ne da je samo, ampak to je podzavestna navada in ponovadi to izhaja iz tega, da smo prezrcali držo starša, rečemo, in ta refleksni odziv, rečemo, od mame ali pa od očeta, en od staršev se tako drži, pol mi kot otroci to 6, 7, 8 let gledamo in to pospravimo v naš podzavestni del možganov in pol ta program vpliva na nas konstantno, dokler ga ne spremenimo. Ko pa spremenimo podzavestni program, torej to podzavestno mišično togost in jo sprostimo, pol vidimo, da ni to zaradi starosti, ampak zaradi slabe mišične navade. Se pravi, in ko to sprostiš... Vsi, ne. Vsi so se to pomeni, a veš, zato so te informacije, ki jih deliš, tako zelo pomembne. Ne? Mi smo zdaj to slišali, a veš. To se In pravi, bo to ostalo tle noter. Ja, nekje hočemo, ostane, nočemo. ne? To so te, a veš, ko ti ozaveščaš, ko tudi postaneš čuječ in čuječnost in vse to. Tako da. Jaz rad te mite rušim in to vsekakor starost ni kriva za napačno držo ali pa za bolečine. In najraje dam predlog na takih krutih primerih, rečemo, kot je država Etiopija, takšne revne države, kot so Etiopija ali pa neke pač take in drugačne države, tam dejansko nimajo takih kroničnih problemov in starostnih problemov. Pač imajo druge bolezni spet zaradi bolj krutih zadev, sam ni pa degenerativnih sprememb, pa takih drž, ali pa nepravilne hoje, nepravilnega dihanja tam ne poznajo. Ne? In se pravi, vidimo, da človek je človek, če tam nima težav pri 70 letih takih, ko mi pa ni to vzrok, ampak je vzrok drugje. In se ga da vsekakor odpraviti in tudi v starejših letih biti bolj zravnan pa bolj zdrav. Ni to pogoj. Evo, za danes, za zaključek je najboljša. Jaz sem navdušena. Hvala. Ja, znanje je moč. Mislim, to je itak, veš, znanje je moč. Mislim, če veš, če se učiš, znanje je moč. Ne, nima kaj reči. Pri zavedanju se vse začne, ker če ni zavedanja, ne moramo nič. Prvo je se zavedati stvari. To pomeni, imejmo se to radi, da naredimo, da poskrbimo zase, da se veliko naučimo in da se slišimo in da na koncu koncev to življenje odživimo pokončno, zdravi in zavestni. Hvala. Hvala vam. Hvala.